Danes sem oblekel svojo najlepšo majico, ker me čaka en prav poseben avtomobil. V bistvu najboljša izpeljanka modela, ki je na cestah že 10 let, ampak brez skrbi. Tale je čisto svež. Ok, vam ga pokažem. Miha. DB9 GT Volante, po naši oddaji Volan, seveda. Torej, zgoraj brez, tako kot jaz, samo malo lepši od mene. No, da je najboljši, pravijo pri Aston Martinu, trditev pa so podkrepili z novimi odbijači, lučkami in vsem ostalim. Verjetno pa vas zanima samo, kaj je tukaj spodaj. Wow, lepo, a ne? Prav vsak val se vidi. Tle piše, kdo mi ga je na koncu pregledal. Se pa verjetno strinjate, da tole ni samo za gledati. Dvanajstvaljnik ima zdaj 400 kW, torej je res GTA 540 konjev in predvsem neverjetno prijetno grgra že od samega vžiga naprej. Dejansko se ti ob zvoku dvignejo vse kocine, če se vam slučajno že prej neko izveste, da stane vsaj 200 000 evrov. Tudi brez las lahko hitro vstanete, če boste pogosto preverjali, če je streho dol, največja hitrost res 297 km/h. Ja, niso mogli dobiti še tistih treh nekje. No, lahko pa povem, da se z mesta konkretno izstreli 4 sekunde in pol rabi do 100. Nedolgo nazaj sem vozil modela Vantage V8 in V12 in dejansko največja razlika v primerjavi s tem se mi zdi občutnejša eleganca. Avto je seveda malo večji, ampak ne bi rekel, da je kaj dosti bolj okoren, je pa bolj umirjen v smislu manj agresivnega menjalnika, tudi sedeži so manj športni in tale les mi pravi, da je tole res avtomobil za potešitev potreb razvajanja. Prav bondovsko se počutim, čeprav James točno tega modela nikoli ni vozil. Tako da vleče pa že ne moč biti bondovski, se treba pa vse malo bolj zrihtati. Ja. Mislim, nas pa reži vsaka voz Astona misli, da je 007, ampak vseeno tale GT je malo premalj agresiven. Takšen, Vanquish je bolj primeren. Poglejte te linije, ta nizek spoiler, karbon, vse skupaj. Zdaj sem v redu, ne? Zmečkan si. Se ti tudi, iste sva, ne? Jaz imam uro od Jamesa Bonda. Stran pa to je vredno 6 jurjev, no. To je to. Moški nakit, ki je seveda všečno ženskam. Takšna ura Omega Seamaster, recimo, da vsakmu vedeti, da ni kar ena, vsem pa ne sekal ven z vsem, kar ima. In pogledajte recimo tega Astona od zunaj. Pač tako je hud, da stalno obrača glave, ampak je tak sreči manj nastopaški, da se mene ne vidi preveč dobro v njem. Pa k sreči je tudi dovolj hiter, da samo švigneš mimo, ko pač lahko. V mestih ti je pa kar malo neroden. Sploh, ker vsi mislijo kašen mafici, potem pa, tako kot jaz, ješ pico tukaj v Nemčiji za 8 evrov, pa se ti zdi celo malo draga. Ne vem, če je še kateri avto tako skladen, ko stoji pri miru, kot James Bond v izrezanem suknjiču. Aston Martin Vanquish je eden od tistih avtov, ko si lahko prineseš stol, lepo odpreš pivo in ga samo gledaš. To je tista prava eleganca z mero agresivnosti, ki preveva vse moderne Astone. In Vanquish je pravi zastavonoša. Sicer je očitno, da temelji na modelu DB9, ampak takšni detajli naredijo ta model res poseben in nepozaben. Od včeraj, ko sem ga prvič vozil, pa do danes se mi vsakič, ko zaprem oči, nariše tale slika. No vem, verjetno je sam z mano kaj narobe. Kaj pa ti, a tebe je lep? Ful. Dobar, pol nisem edini. Ja, veš kaj, daj pa ti pogledati, koliko je mrtvih ptičev tam pod vetrnicami. Zakaj? Pa se veš, da je pri nas jih zaradi tega ni, ker pobijajo ptiče. Čeprav Ford, ko je bil od poznih 80-ih lastnik Astona, z njim ni imel posebnega uspeha, je vseeno kriv za nastanek takšnega modela. Po eni strani zato, ker je bil prvi Vantage V8 tako močan, da so se ga vsi bali in je bil zato neuspešen, po drugi pa zato, ker je bil prvi Vanquish leta 2001 z 12-valjnim motorjem tako lep, da mu mnogi pravijo najlepši avto vseh časov. Še Bonda je takrat spet prepričal v filmu Die Another Day, da mu je dala Halle Berry. Kaj mu je dala? Uro. Kjer uro? Omega, jasno. Ej, so kakšni crkveni tiči pol?
Nobenega. Pa kako, če pri nas pravi, da bi vse pocrkali? Veš kaj, jih grem jaz opozoriti na življenjsko nevarnost. A vidiš, kako so ti avti dejansko koristni za življenje? Res si, prav reši si življenje. No, tiče sem opozoril, zdaj pa en pomemben test, da vidimo, koliko tovarna laže. Tukaj imam launch control, da bom optimalno speljal. Baje ima 3,8 do 100, tako da bo že moral držati, ne? Pa poglejmo. 1, 2, 3, 100 na uro. Zdaj je kar okej. Končna brzina bi tudi morala držati 324 km na uro, v glavnem gre za konkreten stroj. Ja, zdaj ste že slišali, kako se dere, vseeno pa je lahko tudi izredno miren. Evo, če plin pritiskam dovolj nežno, se ga skoraj ne sliši, samo prijetno brni, zelo uglajeno se obnaša. Celo blaženje ni tako trdo, kot sem pričakoval, seveda pa ga lahko nastavite s tem gumbom, če si zaželite malo divjega. Vanquish je v samem vrhu ponudbe pri Astonu, če ne štejemo malo serijskih izjem, kot sta 177, ki jih je 77, ali pa necestni Vulcan. Ta novi Vanquish je na svet prišel v njihovi 100-letni prelomnici leta 2013. In vedeli so, da mora biti njihov novi zastavonoša nekaj posebenega. Prvi je bil iz aluminija, ta pa je zdaj iz karbona, vsaj zgoraj, no. Vseeno tehta 1739 kg. Ja, 12 valjev ni lahkih. Teh 12 valjev, ja. Poslušajte to. To je zvok, ki bo verjetno utišal tudi tečno babo na vaši desni. Pardon, ki bo prekinil resen pogovor. Od civiliziranega baritona, takole čakajte malo. Evo, pri 1200 vrtljajih do tazga zamolklega tuljenja pri 3000. Do huronskega dretja pri 6000. Zvok je kleje tisti, ki zasenči vse drugo, vso eleganco, vso kompozicijo. S tem je čisto nič narobe. Prav nič. Najbolj nabrit Astonov serijski motor V12 ima 6 litrov, 424 kW oziroma debelih 576 konjev. Ampak vsa ta moč bi bila pri Vanquishu brez veze, če ne bi imel 85% mase znotraj medosne razdalje. To pomeni, da se ga da dejansko voditi kot lepo vzgojenega konja. Lepa številka. Pa še dve imam za vas. 51 proti 49. Z Vanquishom so dosegli popolno razmerje med maso spredi in zadaj. Ja, do takšnega avta moraš čutiti spoštovanje. Lahko pa imaš seveda tudi kakšno zamero. Mene recimo moti, da kljub dokaj visoki ceni tamle vseeno nekaj škripa na slabih cestah. Pa notranjost bi bila lahko malo bolj domiselna, sploh pa bi lahko imel lepši volan. Ne vem, če sem že kje videl grši obroč. Poglejte, kakšne oblike je. Ampak to še ne pomeni, da ni okej. Prav dobro se ga držim, vrti, pa sej, ko so moje roke na njem, zgleda boljš. Navigacija. Poglejte to grafiko. Kdaj ste nazadnje videli? Verjetno 10 let nazaj na tistih malih Garminih. Bodo pa seveda tudi to zdaj popravili, že je Anžetov DB9 GT ima novejši sistem. Ja, tega vam žal ne moram pokazati, pa je bilo zelo zanimivo. Von namreč. Še od včeraj mi vse obleke dišijo po tem usnju, tako intenzivno je vse skupaj. Tako da prestižni von Vanquisha nesete s sabo tudi, ko greste iz njega. Ja, če niste preveč prešvicani, jasno. Ja, vsa dolga in mukotrpna testiranja, ki jih naredi tovarna, se odražajo tukaj v enem res nepozabnem avtu. Vanquish je eden tistih, ki se ti res zasidrajo v spomin. Eden tistih, s katerim se lahko normalno peljete v trgovino ali pa na stezo, ker ima različne programe vožnje. Problem je le, da boste z njim preveč opazni, ker je pač opazen, ne. Ja. Pozornost pritegne kot katerekoli od Bondovih deklet, recimo gola Halle Berry. Ali pa ne, Olga Kurilenko, ki se dere na ves glas. Z njo tudi ni nič narobe. Prav nič. Kaj spet sanjaš?
Ura. Kakšna ura? Pa no, če hočeš provat moje, pa me... A je v redu. Se vem, ben video pomagaš. Ej, to je drugače ta čista nova posebna ura, ki ima Bontonovemu filmu Spekter, ki šle piše 007. Kaj pa Gauss? To pomeni, da je odporna na vsa mogoče sevanja, tako da sploh ne crkne. Kaj ti to pomaga, če ti crkneš? Ej, če si ti Bond, ti zihar pride prav, tako da... Ala. Malo prisil si ti za Bonda že. Dej, ti pa las nimaš. Kje so pa zdaj bebe? Daj mi uro sem.